Vprašanje, ki sem ga zastavil danes tukaj za vas in ga bom poskušal v kratkem nasvetu odgovoriti, je, kaj je prvi korak, ki bi ga mogel moderni vodja narediti v smeri novodobnega vodenja. In močno zagovarjam to, da je moderni vodja zavestni vodja. Se pravi, da se zaveda sebe, da se zaveda svojega okolja in seveda se mora tudi zavedati, kako on dejansko vodi. Torej, vprašanje, ki bi si ga moral vsak postaviti, je, kako vodim. Kako pa priti do tega, je pa eno je subjektivno mnenje, eno je pa mnenje ekipe, za katero delam. Tako da jaz korake, ki jih nekako predlagam vsakemu vodji, je prvič, da si vzame nekaj časa, se usede sam pri sebi in si naredi nek spisek, kaj so njegovi plusi in minusi pri njegovem vodenju, kot jih vidi sam. To je vedno prvi korak. Drugi korak, da vprašam, a je to res ljudi, ki jih dejansko vodim. Se pravi, da se s svojo ekipo usedemo skupaj in če si le upam in če imam zaupanje tako visoko v svojih ekipi, gremo od točke do točke in preverimo, kaj si mislijo oni. Ko dobim to sliko, kar pomeni, da imam zdaj res eno objektivno sliko o tem, kako vodim, pa si rečem, kaj je moja želja za naslednji korak, se pravi, kaj so tista področja, ki jih želim spremeniti. Jih lepo spišem, kaj, dokdaj in si naredim načrt, kako moje vodenje nekako premikam v smeri, kamor si želim. Do tega nivoja zelo veliko vodij pride samih. Pozabijo pa potem čez teden, 2 tedna, 3 tedne na stvari, ki so si jih sami zadali. Tudi na delavnicah dostikrat, ko delamo z vodji, naredijo spiske, naredijo plane, pa že potem ponedeljek, ko pridejo v pisarno, dostikrat pozabijo na to. Zato toplo priporočam še en korak, kar pomeni, da si izberemo nekega človeka, ki bo naš partner odgovornosti, ali pa accountability partner po angliško. Se pravi, da si izberemo enega človeka, pa ne glede na to, kdo to je. A je to moj partner, a je to moj prijatelj, ali pa sodelavec, čisto vseeno, in on nadzira samo mojo odgovornost do tega, kar sem si sam zadal. In jaz rečem, recimo, v 6 mesecih bi rad spremenil to, delal bom na ta in ta način in to predam temu človeku, ki me vsake toliko časa samo opozori, kje sem, kako mi gre in mi dejansko tudi pomaga v debati, kako dosegam svoje cilje. Na ta način bomo lahko v zelo kratkem času naredili velike korake, če imamo dejansko željo potem, da nekaj premaknemo. Tako da, srečno pri odgovoru na vprašanje, kakšen vodja sem in kako vodim.